Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in danes bomo govorili o našem poslanstvu. Kako naj najdem svoje poslanstvo, kako naj najdem smisel življenja, kako naj najdem nekaj, kako naj začutim nekaj, kar bi želel delati preostanek mojega življenja. Kako najti nekaj, kar si želi moje srce. To je, precej pogosto vprašanje in ogromno ljudi, posveča ogromno časa raziskovanju, razmišljanju, ugotavljanju vsega tega. Danes vam hočem pomagati. Mogoče nekateri izmed vas boste razočarani, verjamem pa, da se bo večini odvalil kamen od srca in boste olajšani. Zadeva je bistveno bolj preprosta. Ker poglejte, po eni strani moramo razumeti, da obstajajo ljudje, ki dejansko so se rodili z nekim takim poslanstvom, mogoče Jezus, Mati Tereza, nekateri veliki ljudje v zgodovini, ki so že v zgodnji mladosti začutili, kaj želijo delati, kaj želijo doprinašati svetu in tako naprej. In potem nekateri izmed njih, še posebej neki, ki svetujejo coachi, ki so doživeli, začutili nek tak klic, so potem napisali neko knjigo, delali neke objave, ampak v bistvu resnici na ljubo več ljudem takšne objave in takšne knjige škodujejo. Ker poglejte, poslanstvo je nekaj, smisel življenja je nekaj, kar se odločiš. Seveda razumeti moramo, da je to nekaj, kar se odločimo in da to ni nekaj, kar je zazidano in zabetonirano, kot rečemo po domače. To pomeni, da poslanstvo je nekaj, kar lahko spremeniš. Jaz sem sam se odločil in sem začel študirati na strojni srednji šoli, potem na strojni fakulteti in sredi strojne fakultete sem spoznal, da je dejansko moje poslanstvo oziroma moja želja, začutil sem, da pomagam ljudem, da delam z ljudmi, da jim pomagam najti smisel življenja. To pomeni, da stvar je v tem, podobno vprašanje dostikrat postavim strankam. Kaj pa vi rada kuhate? Ja. In potem najde neko, kaj rada kuha. Kako ste pa prišli do tega? Ja, začela sem kuhati. To pomeni, ravno tako je poslanstvo. Prva stvar je, ki dejansko, blokira ogromno ljudi. Srečam ljudi, ki iščejo svoj smisel življenja, ki iščejo svoje poslanstvo. Poleg tega so pa v bistvu zraven, so pa dejansko na zavodu za zaposlovanje nezaposleni, brez denarja, brez nekega smisla, zato ker iščejo svoj smisel življenja, ker iščejo nekaj, ne najdem ničesar, kjer bi se našla. Glejte, prva stvar je, da morate poskrbeti za svoje življenje. To pomeni, da najdete nekaj, kar je približno podobno temu, da lahko sprejmete, da lahko delate, da lahko živite, da lahko financirate svoje potrebe, da lahko financirate svoje življenje. To je v bistvu prva zadeva. Treba je biti realen. V bistvu ogromno ljudi nažalost zapade v neko raziskovanje duhovnosti in potem, nekako odplava v neko nerealnost in dejansko išče neko poslanstvo, v bistvu zaradi tega pa trpi njegova družina, trpi njegova okolica, ker ne more dejansko preživeti v tem svetu. Razumeti moramo, kot pravi Grant Cardone, živimo na finančnem planetu. To pomeni, da denar je pomemben in prvi nasvet, ki vedno ga dam strankam, če pride v take situaciji, najdete si službo. Nekaj, kar dejansko lahko delate. Bomo rekli, če ne morete najti nekaj, kar vam je všeč, potem najdite nekaj, kar ne sovražite. In začnite in potem dejansko eksperimentirajte v življenju. Eksperimentirajte, kaj vam je všeč, kje se najdete in potem se razvijate in potem s časoma boste dejansko prišli in zgradili svoje poslanstvo. Tako kot sem rekel, zelo malo ljudi se rodi z nekim poslanstvom, zelo malo ljudi že kot mali otroci začutijo, to bom delal v življenju, to je edino, kar me zanima in tako naprej. In dejansko potem zaradi teh ljudi in zaradi, celotnega pompa, ki zaradi tega nastaja danes, se veste, živimo v takem svetu, kjer se neke takšne zgodbe prodajajo, meni se je, presvetlilo, začutil sem in tako naprej in tako naprej. Tako da dejansko prva stvar je, da
si uredimo svoje življenje in potem lahko eksperimentiramo. Ne. In pomembno je, da nismo v občutku krivde, če nekaj spremenimo, če nekaj ugotovimo, da ni v redu. Ne. In tako kot pravi Gary Vaynerchuk, lahko eksperimentirate in dejansko iščete svoje sanje, ampak pomembno je, da to delate na svoj račun, da te svoje sanje sami financirate. Ne, da ste, bomo rekli, pri mami na kavču pri 40 in še vedno iščete svoje sanje in mama plačuje za te vaše sanje. To ni v redu. Kako najdemo potem svoje poslanstvo? Svoje poslanstvo zgradimo. Začnite nekaj, po poti boste srečali nekoga, boste srečali neko okoliščino, vas bo nekaj potegnilo, vas bo pač, bom rekel, obrnilo, zavrnilo, ne? In dejansko s časoma, ne? Poslanstvo zelo težko najdemo na kavču preko meditacije. Je možno, da ne boste narobe razumeli, ampak dejansko poslanstvo boste bistveno našli hitreje preko akcije. Začnite in potem, če vam zadeva ne bo ustrezala, ko se bo pojavila naslednji korak, naslednja priložnost, ga zagrabite. Dejansko pojdite naprej in s časom boste nekega dne ugotovili, da dejansko živite svoje sanje, da živite svoje poslanstvo. Jaz sem tudi dejansko skozi moj coaching proces delal, na začetku sem delal z športniki, potem za osebno rastjo, sedaj delam z pari in z družinami. In verjamem, da je to moje tisto čudovito poslanstvo, katerega sem si želel že kot mali otrok. Ampak to poslanstvo sem dejansko zgradil. Sebe sem zgradil in zgradil sem svoje poslanstvo in svoj smisel življenja. Upam, da vam je odgovor pomagal. Če želite, potrebujete več informacij, me kontaktirajte. Oglejte se še kakšen drug video, delavnico na YouTubu. Ostanite čudoviti, želim vam en čudovit dan in se vidimo v naslednjem videu.